Čau! Pozdravček vsem iz našega čudovitega Kopra. Sem Maša Plaznik iz Žarka sreče in danes nagovarjam tebe in te vabim k temu, da začneš prisluhniti temu, kar se zavedaš, kar čutiš, kaj zaznavaš in temu, kar ti veš o sebi. Tako da imam eno tako igrico ali domačo nalogo zate, da si vzameš 5 minut časa, zapreš oči, narediš vdih izdih in se vprašaš, kaj si danes želim, in da se vprašaš, kaj me bo danes osrečilo, s kom si želim danes deliti moj dragocen čas, kaj lahko danes čudovitega izberem za sebe. In eno čudovito vprašanje, ki ga Access Consciousness, s katerim tudi se ukvarjam, ponuja je, kdo sem danes in kaj čudovitega me danes čaka. Ko boste pogledali posnetek do konca, itak bo objavljen, poglejte ga še enkrat, da imate ta vprašanja, pa si jih izpište. In kaj bi bilo potrebno, da se vsak dan vprašamo, da se vprašaš, kaj vse čudovitega lahko prikličeš v svoje življenje, če začneš biti ti, to, kar si ti, in nehaš poslušati druge, kaj drugi mislijo, da je dobro zate, kaj si drugi želijo zate, kaj drugi vejo, da je dobro zate. In slediš res samo temu, kar ti tebi tukaj notri srček pravi, ker ko skušamo usmeriti naše zavedanje in intuicijo samo skozi tretje oko, se dostikrat zgodi, da se vmešajo možgančki, misli in pol ne vemo res, kaj je to moje, je to nekaj, kar so me naučili, je to nekaj, kar si jaz samo mislim. Ko pa odpremo kanal srce, takrat vemo, kaj je za nas največji prispevek, ker nekako začutimo v sebi. To je tisto, ko se s kom pogovarjate in vam je ful prijetno. Okay? In ko čutite, kako je to lepo. To je srčna čakra, to je srce. Sledi temu. Ko pa ste z nekom in se z nekom pogovarjate in vam ni in čutite neko težo, nekdo vam nekaj hoče sporočiti in ta nekdo je vaše bitje, vaše telo. Začnite se poslušati. Tako da, kaj lahko danes izberem, da se osrečim? Kaj lahko danes naredim za to, da bom srečna, da bom srečen? In kdo mi lahko pomaga pri tem, je eno čudovito vprašanje, ki se ga jaz vsak dan sprašujem. To je zdaj pač moja resničnost, ampak verjamem, da se bo tudi kdo tukaj našel. Kolikokrat si ne dovolimo prejeti in da bi nam kdo pomagal? Okay? Ker mi vse vemo, mi vse znamo, mi smo najboljši. Se vam kdaj zgodi? Ja, vse nekje res smo najboljši, ampak nismo povsod najboljši. Nekje smo boljši, nekje smo slabši. In kaj, če se ne bi primerjali? Kaj, če bi samo bili in sledili temu, kar vemo? In ko nas nekdo skuša prepričati, to moraš izbrati, to je ful dobro zate, vprašaj se, je res to dobro zame ali samo nekdo me skuša v nekaj prepričati. Pa to zdaj mislim na vsa področja v življenju, ne samo, ne vem, ko nekdo pozvoni na vrata in vam hoče prodati uno enciklopedijo in vas prepričati, da to nujno rabite. To nekako že ljudje, rečejo, ajde ne, pedi, ne rabim, bom jaz šla kupiti knjigo, ko rabim. Jaz govorim o teh globljih stvareh, ko nam prijatelji svetujejo, pedi tam, moraš iti na to masažo, pedi hunemu terapeutu, pedi kupiti te čevlje, tam se moraš upisati, ta avto moraš kupiti, preseliti se moraš tam, pedi na izlet tam. Ko nam svetujejo tisto, kar je njim všeč in kar za njih deluje. In nam sicer iz ljubezni rečejo, ker je njim bilo fajn, pedi še ti. Ko se vam to zgodi, ko vas nekdo skuša prepričati v nekaj, oziroma ko vam nekdo preslika svoje želje, svoje stvari na vas, takrat se vprašajte, je to resnično zame doprinos, je to zame bo to prispevek, je to moja resničnost, je to moj svet, bo to res meni pomagalo ali je to samo življenje te osebe, ki mi svetuje. Ker dostikrat se vam bo zgodilo, da vam bojo ljudje rekli, pejdi, to ful je dobro, boste šli in boste razočarani. Ali pa bojo rekli, ne, to je brez veze, to ne id. In boste vseeno šli in boste ful zadovoljni, kako je to dobro. Tako da sledite temu, kar veste. Vprašajte se za vsako stvar, je to res dobro zame, bo to prispevek. In če začutite tisti, to, izberite. In če začutite, to pa bo še, da ne izbrati. Tudi če se sveti in tudi če so vsi rekli, da je to ful fajn.
Okay. Tako da imejte lep dan, se priporočam za kakšne komentarčke, vprašanja, nasvete, kaj bi želeli, da posnamem za naslednji video. Tako da rada vas imam. Čau!